Predstavila bom, kakšne so projekcije prihodnje pokojninske vrzeli v Sloveniji. Gre za rezultate študije, ki smo jo skupaj s kolegico Nado Stropnik pripravili v okviru projekta MIGAPE, Mind the Gap in Pensions. Projekt MIGAPE je sestrski projekt projekta Moje delo, moja pokojnina in se je ravno tako ukvarjal s pokojninsko vrzeljo na ravni Evropske unije. Naše projekcije smo dobili s pomočjo mikrosimulacijskega modela Dipensi. Gre za model, ki smo ga razvili na Inštitutu za ekonomska raziskovanja in mi mu včasih rečemo kar, da gre za naš družboslovni laboratorij. V bistvu ta model sloni na neki začetni populaciji in to populacijo v programskem okolju mi peljemo skozi čas. Se pravi, ta populacija se stara, posamezniki znotraj nje se starajo, se zaposlijo, postanejo brezposelni, vstopajo in izstopajo s trga dela, ustvarjajo partnerstva, družine. Ko izpolnijo pogoje, se tudi upokojijo in nenazadnje v našem modelu tudi umrejo. In naš model uporabljamo predvsem za ocenjevanje vzdržnosti slovenskega pokojninskega sistema in pa za ocenjevanje primernosti pokojnin in kot tak je bil tudi zelo primeren za ocenjevanje prihodnje pokojninske vrzeli v Sloveniji. Povedala bi samo nekaj značilnosti našega modela, temelji na začetni populaciji iz leta 2007. Vsi parametri do leta 2019 temeljijo na dejanskih podatkih, za vsa kasnejša obdobja pa upoštevamo projekcije Eurostata za področje demografskih kazalnikov in pa projekcije Aging Working Group za napovedovanje dogajanja na trgu dela. V našem modelu vključujemo pokojninsko zakonodajo, ki je veljala v posameznem letu, se pravi od leta 2007 naprej, za vsa naslednja leta pa predvidevamo, da bo veljala enaka pokojninska zakonodaja, kot je veljala v letu 2020. Rezultati našega modela so dejansko kar spodbudni. V tem obdobju od leta 2008 do leta 2020 so rezultati zelo blizu dejanskim rezultatom. Moramo se pa zavedati, da vsako napovedovanje prihodnosti temelji na predpostavkah in če bi se demografska dogajanja ali pa dogajanja na trgu dela precej spremenila in oddaljila od teh, ki so trenutno predvidena v projekcijah, potem bi bili rezultati modela drugačni. Kaj smo naredili z našim modelom? Z našim modelom smo najprej v okviru baznega scenarija ocenili, kakšna bi bila pokojninska vrzel do leta 2070 ob že omenjenih predpostavkah. Nato smo pa te rezultate primerjali z variantnimi scenariji. V prvem variantnem scenariju smo predvidevali, da stopnje aktivnosti in brezposelnosti žensk in moških ostanejo na ravni leta 2021. Se pravi, da se ne bodo spreminjale skladno s predpostavkami Aging Working Group. V naslednjem scenariju smo predvidevali, da so stopnje invalidnosti, aktivnosti in brezposelnosti za moške in ženske po starostnih skupinah enake in ocenjevali, kakšna bi bila ob teh predpostavkah pokojninska vrzel. V naslednjem scenariju smo pa enakim stopnjam invalidnosti, aktivnosti in brezposelnosti za moške in ženske dodali še predpostavko enakih plač za moške in ženske po starostnih skupinah. Za Slovenijo smo pripravili še dodatni scenarij in sicer smo simulirali pokojninsko vrzel ob predpostavki, da bi še vedno veljala pokojninska zakonodaja iz leta 2019. Samo nekaj besed o tej spremembi. Po pokojninski zakonodaji iz leta 2019 so bile ženske ob enako dolgi doseženi pokojninski dobi upravičene do višjih odmernih odstotkov kot moški. V letu 2020 pa je prišlo do spremembe pokojninske zakonodaje in se odmerni odstotki za moške in ženske izenačujejo v prehodnem obdobju. Leta 2025 pa bo enakost med spoloma z tega vidika popolnoma dosežena. Se pravi, da bodo ženske in moški upravičeni do enakih odmernih odstotkov za enako dolgo pokojninsko dobo.
V nekaj naslednjih slajdih bi samo rada predstavila naše osnovne predpostavke v modelu, da bomo lažje razumeli rezultate in pa projekcije pokojninske vrzeli. Tukaj predstavljam stopnje aktivnosti žensk v preteklih letih. Ta graf nam prikazuje, da je v bistvu stopnja aktivnosti žensk v starosti med 30 in 45 let v Sloveniji od leta 2000 naprej zelo visoka, presega 90%. Zanimivo pa je dogajanje v starejših in pa v mlajših starostnih skupinah. Če se najprej usmerimo na desno stran grafa, vidimo, da se je stopnja aktivnosti žensk po 50. letu iz leta v leto zviševala, kar je predvsem posledica zaostrovanja pogojev za vstop v upokojitev s spreminjanjem pokojninske zakonodaje. Če pogledamo, so že po 50. letu, leta 1996, so ženske izstopale s trga dela množično že po doseženem 50. letu starosti, medtem ko do tega množičnega osipa žensk v letu 2019 prišlo šele v starosti 59 let. Se pravi, se je ostajanje na trgu dela podaljšalo za 10 let. Na drugi strani, pri mlajših starostnih skupinah pa je prišlo do zniževanja stopenj aktivnosti žensk od leta 1996 naprej. Zato sta dva vzroka. En vzrok je višja izobrazbena stopnja žensk in daljše ostajanje v procesu izobraževanja in zato kasnejši vstop na trg dela. Drug pomemben razlog pa je, da so se pogoji na trgu dela predvsem za mlajše ženske zaostrili. V okviru raziskovalne naloge, ki smo jo pripravili tudi za projekt Moje delo, moja pokojnina, smo dejansko ugotovili, da so predvsem ženske, ki so bile rojene tam konec 70-ih, predvsem pa od 80-ih let naprej, da so te ženske izkusile težjo situacijo na trgu dela kot starejše ženske in kot enako stari moški. Samo za primerjavo, leta 2017 je 29 let stara ženska zbrala povprečju za 1,2 leti krajšo delovno dobo kot enako star moški. 39 let stara ženska pa je zbrala za približno leto dni krajšo delovno dobo kot moški. Pri ženskah iz starejše generacije pa je drugače. 49 let stara ženska je leta 2017 v povprečju zbrala za 0,8 leta daljšo delovno dobo kot enako star moški, medtem ko je pa 59 let stara ženska zbrala skoraj za 2 leti daljšo delovno dobo kot enako star moški. Se pravi, ženske rojene pred letom 1980 so v svojih mlajših letih zbrale daljšo delovno dobo kot enako stari moški, te mlajše kohorte žensk pa so zbrale krajšo delovno dobo. Kakšne so pa predpostavke o stopnjah zaposlenosti po spolu za naprej? To nam prikazuje ta graf. Vidimo, da so stopnje zaposlenosti žensk v vseh starostnih skupinah nekoliko nižje kot stopnje zaposlenosti moških, ampak oči bodijo predvsem predpostavljene stopnje zaposlenosti v mlajših starostnih skupinah. Modra črta prikazuje zaposlenost do 24. leta in vidimo, da je razlika med moškimi in ženskami kar velika in da več kot 15 odstotnih točk. Nižja stopnja zaposlenosti, tam okrog 10 odstotnih točk, pa je predvidena tudi za starostno skupino med 25 in 34 let. Za starostno skupino nad 55 let pa se predvideva dvig stopnje zaposlenosti, tako za moške kot za ženske, ampak za ženske je ta dvig večji. In po letu 2040 naj bi se za oba spola stopnja zaposlenosti približevala 60 odstotkom. Stopnje zaposlenosti pa seveda vplivajo na dopolnjeno pokojninsko dobo ob upokojitvi. In tukaj, to so pa že predstavljeni rezultati našega modela. Vidimo, da od leta 2020 naprej se bo dopolnjena pokojninska doba ob upokojitvi zmanjševala.
predvsem iz dveh razlogov. Eden razlog je kasnejše vstopanje na trg dela teh generacij, ki se bodo upokojevale, pa tudi manj stabilne kariere v primerjavi s starejšimi generacijami, ki so v bistvu bili navajeni, da so vstopili na trg dela, imeli stabilno kariero in se lahko upokojili ob izpolnjenih pogojih. Na kar je pa potrebno opozoriti, je pa to, da simulacije kažejo, da bo dopolnjena pokojninska doba ob upokojitvi za ženske padala precej bolj kot za moške, predvsem na račun nižjih stopenj zaposlenosti v mlajših starostnih skupinah. Desna stran grafa pa prikazuje naše predpostavke glede plač. Zelena črta prikazuje plačno vrzel in v našem modelu se gibljeta med 6 in 8%. Ti grafi sedaj pa predstavljajo rezultate, kakšne so predpostavke glede pokojninske vrzeli v prihodnje. Prikazujemo dva grafa. Leva stran prikazuje pokojninsko vrzel, ki upošteva vse pokojnine, desna stran pa prikazuje pokojninsko vrzel, ki je izračunana zgolj ob upoštevanju starostnih pokojnin. Po Eurostatovi definiciji se za izračun pokojninske vrzeli upošteva vse pokojnine. Oseb, ki so stare 65 let in več, in to nam prikazuje oranžna črta. V grafih mi pa prikazujemo tudi izračunano pokojninsko vrzel za vse upokojence, tudi tiste, ki so mlajši od 60 let, in pa z rumeno črto prikazujemo pokojninsko vrzel ob upokojitvi, se pravi, ta prikazuje, koliko odstotkov so pokojnine žensk nižje od pokojnin moških ob upokojitvi. Rezultati našega simulacijskega modela so dejansko zelo blizu rezultatov Eurostata za leto 2020. Mi ocenjujemo, da je pokojninska vrzel znaša 16,6%, medtem ko Eurostatovi rezultati kažejo, da je 16,4%. Ampak kaj se dogaja s pokojninsko vrzeljo? Vidimo, da pokojninska vrzel od leta 2008 naprej v prvem obdobju strmo pada. Pri tem je treba povedati, da se pokojninska vrzel ustvarja predvsem v starejših generacijah upokojencev, in sicer pri teh upokojencih, ki so stari 75 let ali več, je za ženske značilno, da so se lahko upokojile še relativno mlade, ker jim je to zakonodaja omogočala, zato so zbrale krajšo pokojninsko dobo in so bile upravičene in zato prejemajo nižje pokojnine. Poleg tega so te ženske manj izobražene od moških in so zato prejemale tudi nižje plače. Se pravi, starejše ženske so se upokojevale z nižjimi pokojninami kot enako stari moški. Sedaj nam pa ta rumena črta, če pogledamo obdobje okrog sedanjega časa, kaže, da je pokojninska vrzel pri novih upokojencih negativna, kar dejansko pomeni, da se ženske, ki se upokojujejo zdaj, upokojujejo z višjimi pokojninami kot moški, ki trenutno vstopajo v pokojninski sistem. To potrjujejo tudi uradni podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Gre pa dejansko za to, da se sedaj upokojujejo ženske, ki so zbrale celo daljšo pokojninsko dobo kot moški. To smo videli prej na preteklih grafih, da je bila stopnja zaposlenosti žensk v mladih letih višja od moških. Se pravi, zbrale so višjo pokojninsko dobo kot moški v upokojitvi. Te ženske so v času svoje kariere prejemale sicer nekoliko nižje plače v povprečju kot enako stari moški, ampak ta plačna vrzel ni bila velika. Hkrati pa so ženske, ki se upokojujejo zdaj, upravičene tudi do višjih odmernih odstotkov, ker še vedno velja po spremembi pokojninske zakonodaje, še vedno velja prehodno obdobje. In ti višji odmerni odstotki več kot nadomestijo njihove nižje plače in zato tudi nižjo pokojninsko osnovo in se lahko upokojijo z višjimi pokojninami. Vse te upokojenke, ki zdaj vstopajo v pokojninski sistem, vplivajo na padec pokojninske vrzeli.
Po naših projekcijah naj bi ta pokojninska vrzel padala tam do okrog leta 45, ko naj bi se zelo približala ničli, naj bi dejansko izginila, ampak od tega leta naprej naj bi se pa simulacije kažejo, da se bo pokojninska vrzel začela zviševati. Od leta 45 tam okrog se bodo pa začele upokojevati tiste ženske, ki so imele več težav na trgu dela v svojih mladih letih. Zato bodo te ženske zbrale krajšo pokojninsko dobo kot enako stari moški in bodo upravičene do nižjih pokojnin kot enako stari moški. In ko se bodo začele upokojevati te kohorte žensk, se bo pokojninska vrzel dvignila in po naših simulacijah naj bi leta 2070 dosegla 5,7%. Glavne ugotovitve tega našega baznega scenarija je, da je pokojninska vrzel nekoliko nižja, če upoštevamo vse pokojnine v primerjavi s pokojninsko vrzeljo, če upoštevamo zgolj starostne pokojnine. Na to vplivajo tako vdovske kot tudi invalidske pokojnine, ampak so obe vrsti pokojnin sta precej neenakomerno porazdeljeni. Invalidske pokojnine prejemajo v večji meri moški, medtem ko vdovske pokojnine prejemajo v večji meri ženske in zato je pokojninska vrzel nekoliko nižja. Trenutno se ženske upokojujejo z višjimi pokojninami kot moški. Po letu 2025, ko bo v polnosti zaživela ta zadnja sprememba pokojninske zakonodaje, pa se ženske ne bodo več upokojevale z višjimi pokojninami od moških. Pokojninska vrzel je trenutno višja v višjih starostnih skupinah, od leta 2050 pa simulacije kažejo obratno, se pravi, ko se bodo začele upokojevati te kohorte trenutno mlajših žensk. In ta dvig pokojninske vrzeli bo predvsem na račun zniževanja pokojninske dobe žensk, ki se bodo takrat upokojevale. V tem slajdu prikazujemo, kakšne so predpostavke našega prvega variantnega scenarija, in sicer, ko predpostavljamo, da bodo stopnje aktivnosti žensk in moških ostale na ravni iz leta 2021. To dejansko pomeni, da ne bodo te starejše starostne skupine ne bodo deležne dviga stopenj zaposlenosti, ki jih predvidevajo predpostavke Evropske komisije. In ta rdeča, polna rdeča in modra črta prikazuje te konstantne stopnje zaposlenosti v celotni populaciji za moške in ženske in vidimo, da je razlika do črtkane črte, to so pa predpostavke osnovnega scenarija, da je večja pri ženskah, to pomeni, da bodo več izgubile ženske, ob takšnih predpostavkah, da več izgubijo ženske in se bodo upokojevale s precej nižjo pokojninsko dobo v primerjavi z moškimi. To potrjuje tudi naš desni graf, kjer prikazujemo pokojninsko vrzel ob predpostavki, da bi stopnje aktivnosti, zaposlenosti in brezposelnosti žensk in moških ostale na ravni leta 2021. V takem primeru bi bila pokojninska vrzel višja v primerjavi s rezultati baznega scenarija. In to je posledica predvsem tega, da projekcije Aging Working Group predvidevajo višje stopnje aktivnosti v prihodnje, predvsem pri ženskah v starosti nad 60 let, in ker tega višanja v tem scenariju ni, ženske dosežejo nižjo pokojninsko dobo ob upokojitvi. Bolj zanimiv je scenarij enakih stopenj invalidnosti, aktivnosti, zaposlenosti in brezposelnosti za moške in ženske po starostnih skupinah. Tukaj nismo predvidevali, da bodo ženske dosegle stopnje zaposlenosti od moških, ampak smo predvidevali, da bodo oboji, moški in ženske, dosegli to povprečno stopnjo zaposlenosti po posameznih starostnih skupinah, in kot vidimo, so v tem scenariju stopnje zaposlenosti za moške nižje od baznega scenarija, za ženske pa višje. In posledično je tudi pokojninska vrzel v tem scenariju nižja od pokojninske vrzeli v baznem scenariju. Tukaj lahko vidimo, da je pokojninska vrzel leta 1945 približa ničli in potem ob predpostavkah enakih stopenj zaposlenosti in brezposelnosti ostane nič v celotnem obdobju. Se pravi, izgubimo to rast pokojninske vrzeli po letu 1945.
Se pravi, da lahko sklenemo, da pokojninska vrzel skoraj izgine, kljub temu, da plačna vrzel še vedno ostaja in da je izenačenje stopenj zaposlenosti in brezposelnosti med moškimi in ženskami dovolj za odpravo plačne vrzeli. Kljub predpostavljeni plačni vrzeli v našem modelu ni več pokojninske vrzeli, pred to gre pa pripisati dodatnim odmernim odstotkom zaradi skrbi za otroke v prvem letu starosti, do katerih so upravičene predvsem ženske, in ti dodatni odmerni odstotki so ravno dovolj veliki, da izničijo vpliv plačne vrzeli na pokojnine. Kaj pa se zgodi, če enakim stopnjam zaposlenosti, aktivnosti in brezposelnosti ter dodamo še predpostavko enakih plač za moške in ženske po starostnih skupinah? To nam pa kaže ta polna rdeča črta. Vidimo, da okrog leta 2050 pa ob teh predpostavkah pokojninska vrzel postane celo negativna. In če zdaj primerjamo te tri različne scenarije med seboj, vidimo, da po baznem scenariju se pokojninska vrzel po letu 45 zvišuje, da če dodamo predpostavko enakih stopenj zaposlenosti in brezposelnosti za moške in ženske, precej pade in se približa nuli. Če pa dodamo še predpostavko enakih plač, se pokojninska vrzel še nekoliko zmanjša, ampak se zmanjša precej manj kot ob dodani predpostavki enakih stopenj aktivnosti in brezposelnosti na trgu dela. Ta zadnji graf nam pa prikazuje še rezultate scenarija, pri katerem smo predvidevali, da je ostala pokojninska zakonodaja iz leta 2019 in ob ohranitvi te zakonodaje pa bi bila pokojninska vrzel v prihodnje za približno 2 odstotni točki nižja kot v primerjavi s pokojninsko vrzeljo ob upoštevanju sedaj veljavne pokojninske zakonodaje. Se pravi, če na hitro povzamemo zaključne ugotovitve, ločimo 3 pomembne kohorte žensk. Prve so trenutno starejše upokojenke, ki imajo nižje pokojnine v primerjavi z enako starimi moškimi. Potem naslednja pomembna skupina žensk so ženske, ki so se upokojile pred nekaj leti in se bodo upokojile do leta 2025. Ki vstopajo povprečju z višjimi pokojninami kot moški, in pa ženske, ki so se rodile v poznih 70 letih oziroma od 80 let naprej in bodo ob upokojitvi zbrale nižjo pokojninsko dobo kot moški in bodo imele nižje pokojnine. Trenutno pokojninska vrzel je višja v višjih starostnih pokojninah. Pokojninska vrzel se bo zniževala tam do približno leta 2050, nato pa bo začela naraščati kot posledica nižjih stopenj zaposlenosti v naših starostnih skupinah, saj bodo zaradi tega ženske takrat zbrale nižjo pokojninsko dobo kot enako stari moški. Če predpostavljamo enake stopnje invalidnosti, aktivnosti in brezposelnosti za moške in ženske, pokojninska vrzel skoraj izgine. Če pa dodamo še predpostavko enakih plač, se pokojninska vrzel zmanjša, a ne veliko. Treba pa je tudi povedati, da je sprememba pokojninske zakonodaje v letu 2020, ki je uvedla enake odmerne odstotke za moške in ženske, zvišala pokojninsko vrzel, a pri tem ne smemo pozabiti omeniti, da so pa zaradi te spremembe pokojninske zakonodaje pokojnine obeh skupin, se pravi moških in žensk, višje, kot bi bile, če bi veljala stara pokojninska zakonodaja. Hvala za pozornost.